Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali spet podoben video, kot smo delali pred kratkim, in sicer true crime, oziroma ta bo bolj na abduction, na temo ugrabitve. Danes bomo govorili o ugrabitvi Elizabeth Smart, ki je danes tudi ful znan primer. Zdaj ne vem, če ste čuli za njega, ampak jaz, ko sem bila mala, sem čula za njega, res ful mala. Ampak takrat, ko sem bila tak fejs mala, nisem ziher, mislim, ko sem zdaj razmišljala o primerih, o katerih bi lahko govorila, sem spomnila tega primera in nisem ziher, ali bo to v filmu, ali bo to dejansko res, in je bilo dejansko res. Danes bomo govorili o Elizabeth Smart. Torej, zapiske, v bistvu, kaj se je zgodilo, imam na telefonu, tako da, če gledam v telefoni za to. Elizabeth Ann Smart Gilmore je, to bom zdaj izgovorila v angleščini, ker ne vem točno, kako se to v slovenščino prevere. Mislim, bom prevedla, ampak ok. An American child safety activist and contributor for ABC News. V bistvu zagovarja in pa pač pomaga najti pogrešane ljudi. Dela pa tudi za ABC News, oziroma tam pomaga, pa v veliko dosti tudi na TED Talk. Veliko krat se pojavlja v javnosti. Torej, to je Elizabeth zdaj. Torej, Elizabeth Smart se je rodila 3. novembra leta 1987 v Salt Lake City v Utah. Ugrabljena je bila 5. junija leta 2002, ko je bila stara le 14 let. Njen ugrabitelj je bil Brian David Mitchell, ki jo je skupaj z njegovo ženo Wanda Breeze, oziroma njegovo punco ženo, imel v ujetništvu 9 mesecev. Prvo je bila nekaj mesecev v Salt Lake City, v nekih bregih, bi lahko rekli, oziroma v gozdu, nekje ful visoko, kjer je dobeni najdo. Kasneje pa so imeli pridržano tudi v San Diego County, Kalifornija. Našli pa so jo v bistvu v Sandy, Utah, okoli 5 miles oziroma 8 kilometrov stran od njenega doma. Sicer nekje sem zasledila to številko, nekje sem pa sledila številko 30 kilometrov. Torej, to je bila ena tak hitra zgodba, bom šla tudi malo bolj podrobno, seveda. Če vas zanima več o Elizabeth Smart, je sama napisala knjigo, film je posnet na to temo, dokumentarec, res ogromno materijala na to, da vse bo spodaj linkano, jaz si bom naročila knjigo, teda ja, zdaj pa gremo dalje. Torej, Ed in Louise Smart sta imela 6 otrok, z seveda Elizabeth. Torej, Elizabeth je imela 4 brate in 1 sestro. Živeli so v bolj elitni oziroma v bolj premožni soseski v Salt Lake City, ki se je imenovala Federal Heights. 4. junija, torej dan pred njeno ugrabitvijo leta 2002, se je družina vrnila iz podelitve nagrad iz šole od Elizabeth Smart. Nekje sem zasledila, da naj bi Ed, preden so šli spat, torej oče je preveril še, če so vrata zaklenjena in vse, ampak takrat ni vklopil alarma, ker je mislil, saj ne rabim zdaj vklopiti, in to se je izkazalo, da je v bistvu zelo velika napaka, s katero bi lahko dansko mogoče tudi preprečili ugrabitev od Elizabeth. Sledila sem, da naj bi Elizabeth bila ugrabljena nekje med 1. in 2. uro zjutraj. Ne moramo točno določiti, kateri uri je bila ugrabljena, ker to je zdaj v bistvu z perspektive njene sestre, ki je v tem času bila v isti sobi in v isti posli. Torej, Elizabeth si je delila sobo s svojo 9-letno sestro Mary Catherine, ki je v času njene ugrabitve dejansko bila budna v isti posteli, saj si tudi delila postlo. Mary Catherine se je pretvarjala, da spi, zaradi tega, ker je bilo strah, da bo nekdo ubil njeno sestro, da bo kdo ubil njo ali pa jo ugrabil, in potem nikoli ne bi vedeli, kaj se je dejansko zgodilo z Elizabeth. Zasledila sem tudi na nekih spletnih straneh, da naj bi Mary Catherine se zbudila in takoj, ko so oni se spustili sobo, ko je čula in je mislila, da jih več ni v hiši, šla za njimi in v bistvu zagledala Elizabeth in njenega ugrabitelja, in ker se je strašila, logično, da ne bi jo videla, je šla nazaj v posteljo in tam ostala še dodatni okoli 2 uri, preden je dejansko upala zapustiti spet svojo sobo in šla do staršev. Nekje 2 uri potem, ko je Elizabeth zapustila hišo, je Mary Catherine šla po starše. Nekje sem zasledila, da do mame, nekje sem zasledila, da do ate, glavnem bom rekla do staršev. ju izbudila in začela jokati, da pač Elizabeth več ni.
In sprva so mislili, da je dejansko sanjala, ker imam tudi klip, ko njen ata to reče. Da so pač mislili, da je Mary Catherine sanjala in potem, ko je pač to ne vem kolikokrat ponovila. Mary Catherine je v tistem trenutku očetu rekla, da je ne bo najdel, da je nekdo vlomil v hišo, imel pištolo in odpeljal Elizabeth. Torej, Mary Catherine je mislila, da je dejansko ugrabitelj prišel s pištolo, ampak v resnici je prišel z nožem, kar bom govorila kasneje iz perspektive Elizabeth, a zdaj govorimo z perspektive Mary Catherine. No, v glavnem, kako so ugotovili, da več Elizabeth ni, oziroma ja, logično nikjer ni bilo v hiši, ampak mislim, da je potem oče ali mama, nisem čisto ziher, zasledila, da je bila zlomljena okna v pisarni od očeta, se mi zdi, da, in pač tako so ugotovili, da je dejansko nekdo vlomil v hišo. No, zdaj gremo pa na perspektivo Elizabeth. Torej, Elizabeth se je zbudila nekje med 1 in 2 uro, tudi sama ne ve, z nožem ob njenem vratu. Čula pa je besede, tiho bodi, nož imam pri tvojem vratu, vstani se in hodi. Pač ne vem točno, kak je točno prevod, ne vem točno, kaj je rekla, ampak nekaj v tem smislu. Elizabeth pravi, da ona v tem trenutku ni vedela, ali je njena družina še živa ali so mrtvi. Edino, kaj je vedela je, da v njeni posli, kako je žalostno, še vedno spi njena mlajša sestra, tako da ni upala v bistvu nič narediti. Se je vstala, je šla in tudi nekje, predtem sta šla z hiše, naj bi se Elizabeth zaletela nekam in je pač rekla au. In je ona rekla, da mora biti tiho, da bo ubil njo in njeno družino. Hodila je po hodniku in grozno, ker je govorila, da je samo čakala, da bo se nekaj zgodilo, da se bo nekdo zbudil, da bo nekdo čul nekaj, ampak seveda to se žal ni zgodilo. Torej, šla sta skozi iz hiše, kjer je bil avto, ne vem, kombi, in sta se odpeljala do tega gozda, parka, in jo je odpeljal ful visoko gor, ne vem koliko ur sta hodila, ali ne vem, če je bilo uro, ampak sta se vzpenjala ravno gor, dokler nista prišla do takega malega kempa, nareditega iz lesa, in pa šotor je bil tam zraven. In pač Elizabeth je nekajkrat zmes prosila svojega ugrabitelja, da če jo bo ubil in posilo, naj jo pusti, naj to naredi pri njeni hiši, da bo družina vedela, kaj se je z njo zgodilo in da ne bo oni se vedno spraševali, kaj je bilo. In takrat je ugrabitelj rekel, ne bom te še ubil, ali nekaj takega. Pol mu je še hotela reči, da če bo to naredil, da lahko gre v zapor, da bo celo življenje v zaporu, da je to škoda, in je on rekel, da ve, kakšne so posledice, ampak v njegovem primeru, da njega ne bodo našli, oziroma, ja. Ko je tja pripeljal, je mogla iti v šotor, oziroma iz šotora je prišla ženska, ki je Elizabeth rekla, da je najbolj grozen del njene ugrabitve bila tista ženska. Ne vem točno zakaj, to sem čula, da je rekla v enem intervjuju, kot sem rekla, nisem brala njene knjige, tako da ne vem, če tam kaj več razloži o tej ženski, ampak ve, da je prišla iz šotora in jo objela, ampak v tistem objemu je Elizabeth čutila ne kot veselje od tiste ženske, oziroma ljubezen od tiste ženske, ampak bolj kot naša si, oziroma najna si, ubogala boš, če ne boš, da te bomo ubili. Pač v tem smislu je rekla, da če bi objemi lahko govorili, bi rekli nekaj takega. No, potem jo je tista ženska odpeljala v šotor, kjer jo je slekla in jo hotela začela umivati. In Elizabeth je v tistem trenutku se pač logično, da je ful jokala, prosila je, če se lahko sama umije, rekla je, da se je stoširala zvečer, da ni umazana, če se lahko prosim sama prevleče, in po mislim, da okoli 15 minutah prošenja je Wanda Breeze ji končno dala tiste cunje oziroma neke take haljo, da se je lahko sama oblekla, in Elizabeth je rekla, da tisti trenutek je bil njen v bistvu najbolj grozen trenutek njenega življenja do tiste točke. Torej se je oblekla, tista ženska je zapustila šotor in noter, Elizabeth je sedela na takem ajmeru, ne vem, kako se temu reče slovensko pravilno, ampak na takem
peherčku, ajmerček, kakorkoli, gor je sedela, prišel noter Brian Mitchell in je nekaj govoril, ona ga ni najbolj poslušala, jokala se, ni točno čula, kaj je reklo, dokler pač ni rekel, da je ona zdaj njegova žena in da morata potrditi, jaz ne vem, kako se temu reče, kako bi jaz to izgovorila, potrditi njujno poroko oziroma njujin zakon. Prav v tistem trenutku rekla, da ni točno vedela, kaj to pomeni, ampak je upala, da to ne pomeni, kar misli, da pomeni, ampak seveda je. No in v tistem trenutku je rekla, da je hotela najti vse možne izgovore, da se to ne bi zgodilo, ampak pač se je. Tisti ajmer, na katerem je sedela, naj bi on prcnil stran in jo potem pustila in jo potem pustil v tistem šotoru. Takoj, ko je bil konec, je šel ven, jo pustil v tem šotoru in v tistem TED Talku ona govori o tem in je tako grozno, tako srce ti zlomi. Jaz sem se tako jokala, ko ona to rekla, ampak v tistem trenutku se je ona počutila umazano, nevredno, kot da, ne vem, kot da si je sama kriva, ampak pač kot da je nič vredna in to je tako grozno, zaradi tega, ker otrok, 14-letni otrok, si misli, kot da si je sam kriv, oziroma kot da ni vreden, kot da... In tu se je v bistvu začelo njenih dolgih 9 mesecev posilstva in pa zlorabe, vse možne zlorabe. Teda ja, v bistvu je rekla, da včasih, mislim, da je bila posiljena dnevno, včasih pa tudi večkrat na dan, kar sploh ne moreš predstavljati, da ne mogo iti to 9 mesecev skozi to. In tudi rekla je, da v tistem trenutku pač ona je vedela, kakšne so možnosti, da se bo ona vrnila domov. Pač, ko so otroci ugrabljeni, je tako malo primerov, da se vrnejo srečno domov. Ene najdejo po 10 letih, večinoma pa najdejo v bistvu samo trupla otrok, teda, ali pa jih sploh ne najdejo, kar je tako grozno, ampak dejansko nimaš, mislim, ful malo možnosti, da ti dejansko preživiš. In v tistem trenutku je ona dejansko rekla, da tisti otroci, ki so mrtvi, so dejansko the lucky ones, zaradi tega, ker jih nikoli več noben ne bo poškodoval oziroma jim storil žalega. Medtem je dejansko, so jo ful iskali, prišlo je ne vem koliko stotine ljudi, ki so hoteli pomagati najti Elizabeth Smart, zaradi tega, ker to je bil en izmed največjih primerov v tistem času, najbolj grozen zaradi tega, ker Elizabeth je bila simbol nedolžnosti in take stvari zaradi tega, ker bila je verna, a ja poznala sem, da so prihajali zelo verne družine, rada je pomagala ljudem, igrala je glasbila, pač bila je ful pridna v šoli, vse posod, pač bila je tisti simbol nedolžnosti in ljudje so mislili, če se lahko to njim zgodilo, ko so neka ugledna družina, kakorkoli se lahko zgodi vsakemu, torej zakaj se ne bi še njim. Oni so imeli, zaklenjeni so bili, imeli so vse, kaj moreš imeti, da ti nekdo ne vdere v hišo in so jim vzeli hčerko. In dejansko je Elizabeth rekla, da ko je ležala v tistem šotoru, je dejansko čula, mislim, da svojega strica, ko je klical njeno ime v gozdu, ampak seveda nič ni mogla reči. Po eni strani, če si ugrabljen, se ne moreš javiti, ker te lahko nekdo ubije. Druga stvar, takoj ko je v bistvu posilo, privezana je imel na drevo z nekimi žicami, teda je bila v bistvu kot neka žival, ni mogla nikamor iti. Tudi dejansko je peljal v javnost, oblečena pa je bila tiste šale oziroma prekrita, tako vera, recimo, ne burke, ko malo gor, teda se je v bistvu samo oči ven videle in tudi ona žena Wanda je bila tako oblečena in so večkrat šli po mestu. Torej dejansko je ona hodila po mestu, kjer je bilo na stotine ljudi, ki so vedeli, da je pogrešana, ki bi lahko pomagali, samo ona ni upala nič reči. Dosti ljudi, ja bi si ne kritizirala, ampak so bili, da je imela toliko priložnosti kaj reči, o kateri bom govorila malo kasneje, ampak nič ni rekla in je ona rekla, da to ne more doben v bistvu govoriti, kar je res, doben ne more reči, saj si imela možnost, zakaj nisi tega naredila, vse je rekla, da bila jezna na sebe, ampak do tistega trenutka
je tisti moški tako je rekla, uspešno vlomil v njeno hišo, uspešno jo ugrabil, uspešno jo pustilo, uspešno naredil v bistvu vse, tako da je rekla, mislim, njo je bilo strah. To je bil otrok, ki ga je bilo strah in ni upala nič reči. Kar se meni zdi čisto normalno, zaradi tega, ker strah je bilo, da bi ona priznala, da je Elizabeth Smart in ljudje ne bi verjeli. Ker ona ni vedela, kako je to razširjeno, če jo bo prepoznali in kaj, če jo ne bi. Pač ni upala tvegati. Je pa vedela v sebi, da bo enkrat pobegnila in da se bo rešila. Torej, enkrat so nekje bili in je ena gospa, ali nekdo je mislil, da jo je prepoznal in je poklical policijo in je policija prišla do njih in je zahtevala, da ona da si dol to haljo, ki jo je imela gor. In je v tistem trenutku Brian Mitchell, torej njen ugrabitelj, prepričal policaja ali policajko, da je to njihova vera in da se to ne sme zgoditi, da to ni njen otrok in da v javnosti ne smejo ženske govoriti in pač vse to. In dejansko tisti policaj šel stran. Grozno. Elizabeth je v tistem trenutku mislila, da bo rešena, ampak ni bila, ker jo policaj samo po očeh ni prepoznal, ni pa potem vseeno ne zahteval, da si mora dati dol prek to. Ti Brian je verjel, da je on prerok in da je kot neki bog in da je vsemogočni in ga je Elizabeth prepričala, da bo on bolje upravljal svoje poslanstvo, če bo ostali oziroma če bo šli nazaj v Utah, torej Salt Lake City, tam, ko je ona živela, ker je vedela, da je tam bo ljudje prej prepoznali, kot pa nekje v New Yorku, kam so dansko hoteli iti. Torej, šli so v Walmart, kjer jo je neka ženska prepoznala in Elizabeth sprva sploh ni hotela priznati, da je ona Elizabeth Smart, ampak mislim celo trdila, da ni in potem so dansko policaji bili tak, ja pa si, ker jo je bilo tak strah, da jih kdo ne bi verjel, oziroma da bi pomislili, da to ni ona in da bi jo dansko spustili nazaj k njenemu ugrabitelju. Da te moraš vedeti, kaki strah je bil to, da tudi ko si z policaji, ne upaš priznati, da si to ti. Aha, njena sestra, torej Mary Catherine, se je spomnila, da je tisti glas ni bil ful znan, ampak ni vedela odkot. In potem čez nekaj mesecev se je ona spomnila, da pozna ta glas in je vedela, od koga je. Torej, ko pa je Mary Catherine ugotovila, odkot je znan te glas, torej od Briana, iz prva policaji, mislim, da ji niso verjeli, ampak to je samo jim bilo malo težje zaradi tega, ker je to povedal 9-letni otrok, ki pa to še po parih mesecih, tako da so pač bili, da to ni tako sigurno, ampak so potem vse enodansko je verjeli in v bistvu so potem poiskali tega moškega. In ja, in zdaj v bistvu živi dokaj normalno življenje, oziroma ja, pač trudi se živeti normalno življenje, je rekla, da so dnevi, ko je težje, ampak ima 2 otroka, ima moža, živi srečno življenje in se dansko ukvarja s tem, da pač pomaga najti pogrešane otroke. Brian Mitchell pa je bil obsojen do smrti v zaporu, torej do smrtno je dobil. Wanda Breeze pa je dobila, mislim, da okoli 15 let, ampak ja. Medtem, ko je bila Elizabeth ugrabljena, so dansko hoteli ugrabiti še kako drugo punco in dansko je hotel probati ugrabiti njeno sestrično, ki je bila ena izmed njenih najboljših prijateljic. Nisem ziher, mislim, da je bilo ime Olivia. Ampak dansko, ko je vdrl v njihovo hišo, je nekdo čul, mislim, da ata in se je zbudil in je on pobegnil, tako da hvala Bogu ni ugrabil še ene punce. To je zgodba, ko se rekla tudi ful dosti podatkov, se imamo uporne točke, samo se včasih zgodi, da kaj pozabim povedati. Tako da vsi linki, od katerih sem jaz to gledala, pa to bolj spodaj, si lahko sami pogledate, lahko preverite eno knjigo. Teda ja, v bistvu sem hotela pač bolj povzetku, ne. Tudi sem pa zasledila, da se Elizabeth Smart zdaj ukvarja pač se bori proti pornografiji. Ne vem, če v vseh vrstah pornografije, ampak dejansko je izjavila to. I can't say that he would not have gone out and kidnapped me had he not looked at pornography. All I know
is that pornography made my living hell worse. Kar je ful žalostno in pač grozno. Tako da, ja. Ok, hvala, da ste gledali ta video. Če vam je bil všeč, ga lajkajte, se naročite, v komentarje mi lahko napišete še druge primere. Vem, da je dosti reklo, da ne naredim o Madeline in o njem bom tudi delala, ker je tudi en primer, s katerim sem jaz na tekočem, oziroma ne glih na tekočem, ampak sem se soočila z njim kot mali otrok, tako da o tem bom tudi govorila. In pa se vidimo v naslednjem videu, ki bo bolj normalen. Dio.